Lep pozdrav, spoštovane gledalke in gledalci lokalne slovenjebistriške kabelske televizije v juniju, ki nam je natresal razen cvetja seveda številne druge dogodke, med njimi tudi parlamentarne volitve. Na Zahodu nič novega, bi rekli, vendar odhod na volišča še ni bil zadnje dejanje, saj je oblikovanje vladne koalicije še precej negotovo. Smo pa v informativno oddajo tega tedna uvrstili, poleg pogovora s poslanko magistro Karmen Furman, še nekaj drugih zanimivih tem, zato ste prijazno vabljeni k ogledu. Občine Slovenska Bistrica, Poljčane, Makole in Oplotnica dobile poslanko iz vrst SDS. Slovenjebistriška glasbena šola vabila na zaključni nastop svojih učencev. Mladi ponovno prikazali svojo vizijo o razvoju turizma in zanimivostih v svojem domačem okolju. Na regijskem preverjanju ekipe prve pomoči pokazale odlično znanje in usposobljenost. V Slovenski Bistrici zanimiva gledališka delavnica. Na delu ponovno vandali, tarče tudi osebni avtomobili. Na 3-dnevnem športnem vikendu v Slovenski Bistrici in okolici okrog 700 rekreativnih udeležencev v različnih športnih disciplinah. Na šahovskem veteranskem turnirju Slovenije je sodelovalo 118 udeležencev, najstarejši je štel 86 let. V rubriki Aktualno o volilnih izidih na parlamentarnih volitvah v Slovenjebistriškem okraju ter pogovor s poslanko magistro Karmen Furman. Občine Slovenska Bistrica, Makole, Poljčane in Oplotnica so po 4 letih znova dobile poslanca oziroma poslanko v državnem zboru. To je magistra Karmen Furman, kandidatka SDS. Dosedanja direktorica občinske uprave v Poljčanah je na nedeljskih parlamentarnih volitvah dobila dobrih 30% vseh glasov v drugem volilnem okraju 7. volilne enote in prepričljivo zmagala. Gospa Karmen Furman, čestitke za izvolitev v državni zbor. V svojem volilnem okraju ste prejeli več kot 30% glasov volivcev. Lahko ste seveda več kot zadovoljni, kako ocenjujete ta dosežek? Najprej najlepša hvala za čestitke. Dosežek je res izjemen. To priliko bi izkoristila za to, da se najprej zahvalim vsem občankam in občanom, ki so se udeležili volitev, kajti to je naša državljanska dolžnost. Predvsem pa seveda tistim občankam in občanom vseh 4 občin, ki zajemajo naš volilni okraj, to je občine Slovenska Bistrica, Poljčane, Oplotnica in Makole, ki so oddale glas zame. Res iz vsega srca iskrena hvala. Hvala vsem podpornikom, ki so me javno podprli in se tako nekako izpostavili ob moji kandidaturi in seveda navsezadnje moji ekipi, ki mi je vsestransko stala ob strani in z mano hodila na terenu. Še enkrat lepa hvala vsem skupaj. Zagotovo je pri tem pomembno vlogo odigral tudi bivši poslanec, gospod Jožef Jerovšek. Seveda. Jaz pravim, da smo združili izkušnje starejših, energijo malo mlajših in uspeh je bil zagotovljen. Kje ste spremljali razglasitev rezultatov in kako ste pravzaprav proslavili ta dosežek? Razglasitev rezultatov smo spremljali v gostilni Gušt Južna, in sicer to je bivša Lara. Spremljali nič posebnega, seveda smo nazdravili ob kapljici, se malo poveselili, potem pa novim izzivom naproti. Kako pa sicer ocenjujete samo kampanjo? Kampanja je bila dokaj naporna, lahko rečem, dali smo maksimalno od sebe, osredotočili smo se predvsem na del od vrat do vrat, želeli smo se približati čim večjemu številu volilcev in na samem terenu smo predvsem spodbujali volilno udeležbo, kajti to je največji problem v naši državi. Ljudje enostavno zaradi vsega, kar se danes dogaja v politiki, ne gredo na volišča, postali so apatični in najprej potrebno dvigniti to zavest pri ljudeh, da se sploh udeležijo volitev, da kritično spremljajo dogajanje in potem pač se odločijo o tisti možnosti, za katere mislijo sami, da je najboljše za njih, in to je bil moj primarni cilj. Če pa so dali glas zame, da sem jih sama za svojim nastopom prepričala, sem bila pa še toliko bolj vesela in mislim, da nam je to tudi uspelo.
Kot vemo, predsednika vaše stranke, gospoda Janeza Janšo, čaka sedaj težko delo pri sestavljanju vlade. Slišali smo, kaj so povedale levosredinske stranke. Kaj torej lahko pričakujemo v prihodnjih dneh? Zagotovo bodo pogajanja težka, dolga, to verjetno ne dvomi nihče, ampak jaz mislim, da bi se pa zdaj tukaj morala pokazati tista državotvorna drža in na vse zadnje vsi govorimo o tem, da želimo nekaj boljšega za Slovenijo, za nas same in mislim, da bi tukaj pa potem potreben en širši pogled, neki konsens, saj na vse zadnje treba spoštovati voljo volilcev. Slovenska demokratska stranka je pa vendarle dobila 25% volilnih glasov in je zmagovalec teh volitev. Ne glede na to, ali boste v koaliciji ali opoziciji, tudi to se lahko zgodi, verjetno boste delali tisto, za kar ste se pravzaprav zavzemali že v sami predvolilni kampanji. Seveda, absolutno. Ne glede na to, ali bo naša stranka uspela sestaviti vlado, kar jaz sama trenutno ne dvomim in verjamem v to, ali pa na vse zadnje vedno obstaja druga možnost opozicije. Sama se bom borila za razvoj naših krajev, tako kot sem obljubila, bdela nad tem, da tudi tukaj dobimo investicije, da se ne bo dogajalo tako kot sedaj v 4 letih, ko smo bili brez poslanca, pa lahko rečem, da se vse investicije so se osredotočile na center države, tukaj pa se ni kaj dosti dogajalo in to je tisto primarno, za kaj se je potrebno boriti sedaj. Sledijo pa Matjaž Kebrt, Lista Marjana Šarca, z 10,39 odstotka, Modest Motaln, Slovenska ljudska stranka, 8,67 odstotka, Zoran Košič, Stranka modernega centra, 8,04 odstotka, Ludvik Repolusk, Socialni demokrati, 7,92 odstotka, Božidar Vivot, Slovenska nacionalna stranka, 7,13 odstotka, Jure Justinek, Levica, 5,54 odstotka, Borut Košič, Nova Slovenija, 5,24 odstotka, Irena Majcen, Demokratična stranka upokojencev, 5,09 odstotka in Mitja Horvat, Stranka Alenke Bratušek, 3,09 odstotka. Volilna udeležba je bila 51,23 odstotna. V rubriki Lokalne novice med ostalimi dogodki tudi o regijskem preverjajo znanja ekip prve pomoči. Glasbena šola Slovenska Bistrica je v sredo, 30. maja, vabila na zaključni nastop svojih učencev. Svoje glasbeno znanje so predstavili pevski zbor, šolski bend ter orkester, tolkal, godal in pihalni orkester. Grajsko dvorišče so napolnili tako prijetni glasbeni zvoki kot številni obiskovalci. Sicer pa bomo koncert v celoti predvajali v počitniškem terminu.
Zadnji četrtek v mesecu maju je bilo na osrednjem mestnem trgu v Slovenski Bistrici ponovno zelo razigrano. Ritt Slovenska Bistrica je namreč v sodelovanju z Medobčinsko turistično zvezo na Trgu Svobode pripravil tradicionalno prireditev Tkanje prijateljstva z nitkami turizma. Gre za nadaljevanje projektov Turistične zveze Slovenije, s katerimi želijo v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah spodbuditi delovanje mladih v turizmu. Skupno pri vseh je, da se vsebine navezujejo na raziskovanje domačega kraja, spoznavanje običajev, odkrivanja naravnih in kulturnih znamenitosti, jedi po stari receptih in podobno ter ugotavljanje možnosti za njihovo vključevanje v ponudbo kraja. Letos so mladi ustvarjali na temo kultura in turizem. Turističnim podmladkom so se pridružili posamezniki in skupine, ki ustvarjajo na šolah in to na plesnem, pevskem ali glasbenem področju. Na 12. medobčinskem srečanju turističnih podmladkov se je predstavilo 13 skupin z območja občin Slovenska Bistrica, Poljčane, Makole in Oplotnica in sicer iz osnovnih šol, vrtcev ter srednje šole. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, izpostava Maribor, Rdeči križ Slovenije, območno združenje Slovenska Bistrica in občina Slovenska Bistrica so v soboto 2. junija izvedli regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči, civilne zaščite in Rdečega križa. V ta namen so pripravili 4 delovna mesta ob parku pri Bistriškem gradu, na Trgu Svobode, pri Graslovem stolpu in na parkirišču pri Športnem parku. Na predstavitvenih točkah so svojo opremo in delovanje predstavile različne enote sil za zaščito in reševanje ter društva in druge organizacije, policija, Slovenska vojska, nujna medicinska pomoč, gorska reševalna služba, olimpijski gasilski prvaki PGD Šmartno na Pohorju, Rdeči križ Slovenska Bistrica, Zavod za kulturo Slovenska Bistrica in turistično društvo Cokla Tinje. Na tekmovanju je sodelovalo 12 ekip prve pomoči iz vzhodno-štajerske regije, ki so prikazali znanje pri reševanju in oskrbi realistično prikazanih poškodb ponesrečencev ob raznih nesrečah. Prvo mesto je osvojila ekipa prve pomoči Rdečega križa občine Oplotnica, drugi so bili gasilci Zgornje Bistrice, tretje mesto pa so zasedli člani ekipe prostovoljnega gasilskega društva Poljčane. Vodja tekmovanja Damjan Remškar je povedal, da so vse ekipe pokazale odlično znanje. Namen je bil torej dosežen. Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči, na katerem je sodelovalo okoli 200 ljudi, sta si ogledala tudi Irena Nečemer, podpredsednica Rdečega križa Slovenije, in Darko But, generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Med 29. majem in 2. junijem je v okviru zavoda SIOK iz Slovenske Bistrice potekala delavnica gledališča zatiranih, ki jo je vodil Vitomir Mitrič, filmski in gledališki režiser iz Sarajeva. V predstavi so sodelovali dijaki in pedagoški delavci srednje šole iz Slovenske Bistrice ter vzgojitelji vrtca Slovenska Bistrica na tematiko priseljencev in zlorabe opojnih substanc. Živena si narodi, ki hrepenje dočaka dan, da kodar sem zahodi, prepiri se ta bo pregnan. Kako se je pravzaprav porodila ideja za ta Forum teater, s kom se sodelujete in kakšen je njegov glavni namen? Ideja za Forum teater se je porodila v moji glavi 4 leta nazaj na enem seminarju v Bosni, ko sem sodelovala s tem režiserjem, ki je tudi danes tukaj z nami. Da pa je lahko prišlo do realizacije tega projekta, pa se lahko zahvalim zavodu Simetris iz Frama, ki je povabil naš zavod SIOK iz Slovenske Bistrice v LAS projekt. Na teh delavnicah ste se lotili zanimive tematike? Ja, zelo, sploh za naše mesto Slovenska Bistrica, mislim, da je zelo aktualna tema priseljenci in potem smo nekako spontano, ker v tem Forum teatru v bistvu prideš do željene tematike čisto spontano in je nekako naneslo na droge. Predstava pa bo na ogled v soboto. Kako dolga je pravzaprav, kaj prikazuje? Predstava bo v soboto, torej 2. junija ob 5. popoldne. Gre pa za to, v bistvu obe predstavi se bosta igrali isti dan. Najprej ena, potem druga. Je pa zelo specifičen način gledališča to. Gre za to, da se naredi v bistvu v 3 delih. Prvi del si občinstvo ogleda, to je 5 do 6 minut predstave.
ki se vsekakor ne izide, ne konča simpatično, v bistvu pusti publiko v nekem neprijetnem položaju. Potem v drugem delu je vroči stol, kjer lahko gledalci spoznajo igralce, ki ostanejo seveda v teh vlogah, lahko jih vprašajo karkoli želijo, da spoznajo njihovo življenjsko zgodbo. In potem, ko se igra naslednjič predstava, so željene in pričakovane intervencije strani publike, kjer misli gledalec, ki se želi vključiti, da lahko spremeni situacijo na bolje. S to predstavo pa projekt še ne bo zaključen. A vsekakor ne, to je zdaj samo začetek, da smo rekli, da zmoremo. Punce so navdušene, imamo še zelo veliko tem, ki jih želijo obdelati, pa ne bo ostalo samo pri dijakinjah. Moram povedati, da tudi skupina pedagoških delavcev tokrat zraven. Kar se tiče različnih vaj in seznanjanja z gledališčem, smo seznanili tudi otroke iz vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica, kar se mi zdi zelo pomembno, medtem ko pričakujemo pa sodelovanje celotne lokalne skupnosti. Policisti Slovenije bistriške policijske postaje so pretekli in ta teden zabeležili in obravnavali naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete je bilo obravnavanih 9 kaznivih dejanj, in sicer 1 nasilje v družini, 2 tatvini, 3 poškodovanja tuje stvari, 2 zatajitvi in 1 lahka telesna poškodba. Slovenska Bistrica. V enem od gostinskih lokalov je nekdo ukradel avtomobilske ključe. Na eni od lokacij je znana oseba pozabila jakno s telefonom in denarnico. Neznani nepridiprav je s tem lastnikov povzročil za okoli 3300 evrov škode. Na enem od parkirišč je neznani nepridiprav poškodoval 3 vozila. Skupna škoda na vozilih je 3500 evrov. Z področja prometne varnosti so policisti obravnavali 11 prometnih nesreč. Podali so 2 obdolžilna predloga, izdali 42 plačilnih nalogov, začasno vzeli 6 vozniških dovoljenj in zasegli 2 vozili. Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 8-krat ter zasegli rastlinske delce, za katere obstaja sum, da gre za prepovedane droge. V športnem bloku, tokrat o športnem vikendu in šahovskem veteranskem festivalu. 5. športni vikend, ki ga je minuli konec tedna pripravila Športna zveza Slovenska Bistrica, je pritegnil lepo število ljubiteljev rekreacije. Od petka do nedelje je v športnem parku v Slovenski Bistrici in okolici na 18 različnih športnih prireditvah sodelovalo okoli 700 občank in občanov. V soboto so organizirali tudi prvi spominski turnir Bojana Siniča v malem nogometu. Bojan Sinič, dolgoletni urednik tednika Panorama, je bil velik privrženec športa. Med drugim je bil predsednik Športne zveze Slovenska Bistrica, z veliko vnemo je vrsto let pripravljal tradicionalno prireditev Športnik leta občine Slovenska Bistrica. Bil je športni rekreativec in tudi glavni pobudnik za ustanovitev novinarske nogometne ekipe, ki je sodelovala na različnih turnirjih. Na memorialnem turnirju so se pomerjale ekipe športnikov, smučarsko-skakalnega kluba Šmartno na Pohorju in novinarjev. Zmagali so športniki pred novinarji in šmarskimi skakalci. Začetni udarec je izvedla Jelka Sinič, žena pokojnega Bojana Siniča, ki se je ob koncu zahvalila organizatorjem za izvedbo turnirja. Udeležence turnirja sta nagovorila tudi Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica, in Bojan Fajs, predsednik Športne zveze Slovenska Bistrica. Zanimivo je bilo tudi v petek, ko ste se na glavnem stadionu v revijalnem nogometni tekmi pomerili ekipi gospodarstva in negospodarstva. Uspešnejši so bili direktorji, ki so zmagali s 5-4. Turistično društvo Viničar Zgornje Poskave je v nedeljo 3. junija v gostišču Golob na Zgornji Poskavi izvedlo 20. jubilejni šahovski festival veterank in veteranov Slovenije starih nad 50. Na turnirju je tekmovalo 118 udeležencev, med njimi 7 žensk. Zmagal je Dušan Čepon, mojsterski kandidat šahovskega kluba Podpeč, pred Marjanom Kastelicem, Fide Mojster, šahovski klub Krka Novo mesto, in Marjanom Kernerjem, mojsterski kandidat šahovskega kluba Domžale.
Med ženskami je bila najboljša Pavla Košir, šahovski klub Domžale, ki je bila v absolutni konkurenci 21. Najstarejši udeleženec je bil 86 leti Martin Majcenovič, šahovski klub Ptuj. Tekmovanje je končal na 29. mestu. Pokale sta podelila dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica, in Andrej Kolmanič, glavni izvršni direktor Impola. Spoštovani, športnim blokom se je iztekla informativna oddaja iz studia Bistrica. Še malo pa se bodo zaprla šolska vrata osnovnih ter srednjih šol. Enih pa verjetno še tečejo za vlakom, ki jih bo pripeljal na cilj. Bo pa tudi letos slovenjebistriški župan podelil petice najboljšim osnovnošolcem, srednješolcem in učencem glasbene šole, ki pravijo pa tudi sprejem za slovenjebistriške športnike, ki tudi letos dosegajo odlične rezultate. Pa srečno do prihodnjega tedna, kjerkoli že boste.